Pozdravljene, drage gledalke in gledalci v oddaji Ad hoc. Danes je z mano Jaka Mankoč iz Kopra, zmagovalec oddaje Masterchef Slovenija 2018 in seveda kuharski šef. Jaka, dobrodošel. Zdravo. Kaj se ti trenutno dogaja v življenju? Tako, ta trenutek sem fraj, tako da sem kar tako sproščen. Drugače pa trenutno sem privatni kuhar za enega češkega podjetnika. Več sicer ne smem izdati. Potujemo malo po svetu. Nazadnje sem bil v Monaku, v tej Costa Azur oziroma francoski rivieri. Čisto nazadnje pa v Turčiji. Tako da ja, zdaj sem fraj. Naslednja zadeva je to, da smo dobili novo barko, smo dobili večjo barko in jo gremo prevzeti v Turčijo, registrirati na Malto, se vrnemo, napakiramo in gremo na sezono, ker bo počasi postalo toplo in takšen je nekako plan zaenkrat. Torej se kmalu vračaš nazaj na jahto? Tako, ja. Točnega datuma sicer nimam, ampak ja, odštevam dneve, ko grem, no. Kako pa je kuhati na tej jahti? Moraš kuhati po njihovih zahtevah ali ti pustijo proste roke? Tako, jaz imam srečo, da je jaz mu rečem kar gazda, da je kar zadovoljen in mi zaupa pri tem, kar jaz počnem. Definitivno ta hrana mora biti na zelo visokem nivoju. Se pa kdaj zgodi, da imamo tudi kakšne goste, kakšne prijatelje, ko, ne vem, imajo kakšne alergije, imajo kakšne preference in ja, takrat se je pač treba prilagoditi. In ja, je v bistvu ko ne reč Masterchef izziv, no, ampak ja, zaenkrat mi kar gre in se znajdem, no. Nad čim pa so bili najbolj navdušeni do zdaj, nad katero tvojo specialiteto? Tako je, jaz večino stvari, kar kuham, je direkt, ponavadi se mimo barke vstavi ribič, vzamemo to, kar ima on, pa od kmetov in tako naprej. Tako da dotične jedi jaz težko rečem, ampak dostikrat so zadovoljni, ko imajo kakšen malo bolj, ne vem, date night ali pa kakšne posebne goste in jim potem naredim malo daljši meni, čisto iz nekih svojih kreacij. Predvsem pa je glavno, da je sveže. Našemu gazdi je grozno všeč, da je pol ure nazaj prišel ribič, pa dal ribo, pa je potem to pojedel, no. To je. Kakšen pa je tvoj urnik, kako izgleda tvoj dan na jahti? Urnik je tako, med zimo, ko je večinoma samo gazda, je to, dajmo reči, ob 7 zjutraj zajtrk, potem takoj po zajtrku se začne priprava kosila. Potem po kosilu, če imam srečo, se lahko grem na en power nap za 1 urico, je pa potem takoj priprava večerje, ki je ponavadi dajmo reči, med 7 in 9 uro. Zdaj pa že spet se lahko zgodi, da oni, ne vem, igrajo kakšne družabne igre ali pa odprejo kakšno buteljko in potem se ob, ne vem, kakšni 10, 11 uri bi neke prigrizke ali nekaj. Tako da, dajmo reči, da je zelo podobno kot v vseh kuhinjah. Med 10 in 16-urni delavnik. In ko pripravljaš hrano za njih, narediš še zase kakšen krožnik? Definitivno skrbim tudi za celotno ekipo, ampak dajmo reči, da jih razvajam, zaradi tega, ker ponavadi, ko delam za njih, naredim raje malo več, kot da še enkrat kuham in potem je v bistvu na nek način isto kot gazda, s tem, da ne postavim tako lepo, je bolj tako, ker tudi oni so precej busy, precej zaposleni in dostikrat se ne usede cela ekipa za mizo in je. Ponavadi jaz sem tisti, ki ne jem, no, ker moram druge stvari pripravljati. Imaš kakšne pomočnike ali si sam kuhar? Zdaj bomo videli, zdaj je večja barka, zdaj mogoče dobim pomočnika, ampak ne, večinoma sem sam. Imam hosteso oziroma stevardeso, ki skrbi za pijačo in mi tudi recimo pri najhujšem delu, kar je pomivanje posode, mi ona dostikrat vskoči in mi dejansko pomaga. Povej. To sem hotela vprašati sicer kasneje, ampak glih to pomivanje posode, ne, ker pri kuhanju se naredi tudi ena gora posode, to pomivaš sproti ali pol
kasneje ali celo pomivalni stroj? Zelo odvisno. Večinoma sem bil učen tudi od mojih mentorjev, da mora biti celotna kuhinja non-stop čista. Tako da, kar se le da, vseh tistih 30 sekund, ki ti vzame, pa v pomivalni stroj pa ga zapreti. Dostikrat, evo, priznam, to je tašna mogoče od disleksije, ampak dostikrat pozabim sprazniti pomivalni stroj. In potem že hočem dati novo noter, pa vidim, da je polno, ne, tako da, ja, so tašne. Kaj pa morska bolezen, imaš težave s tem ali ne? Do zdaj nikoli nisem imel, s tem, da smo se zdaj vračali iz Monaka v Turčijo. In to je ta del Jonsko morje, kjer je znano po tem, da je kar razburkano. In smo imeli eno noč, mislim, da je okrog 4 metre vala. In jaz se tega meni je bila to kot neka nočna mora, iskreno povedano. Ker ko smo šli spat, je bilo vse v redu, potem sem se pa zbudil, ne vem, ob 2 zjutraj. In mi imamo tako pogrede v 2, 2 spimo v sobi. Jaz sem v spodnjem delu in v eni fazi sem jaz v bistvu, kako bi rekel, z glavo udarjal v zgornji pograd in sem se zbudil in pogledam, samo kar je še manjkalo, ker so bile vse luči zaprte, je manjkalo, da bi tista lučka kako v grozljivkah, vse se premika, tisto je bil kar tako grozen in takrat ne morem reči, da mi je bilo slabo, ampak tako čutiš neko kepo v tistemu in potem tudi naslednji dan do večera, dokler se ni umirilo, ni noben jedel. Ker smo bili vsi malo bolj tako, razen kapetana, lahko, če lahko ga bom kar omenil, Filip Bohinec, svaka čast, pripeljal nas je varno, hladen kot špricer, bi rekli, brez problema, tako da res sem ponosen, da imam takšnega kapetana. Med to plovbo se tudi ustavite v kakšnem mestu, ga imaš čas si ogledati? Recimo v Monaku smo bili dolgo časa, sem si ga pogledal, ampak iskreno povedano ni to zame, sem malo bolj skromen fant. Cene so takšne, ne vem, če dam eno primerjavo, en Aperol špric je 25 evrov in to še ne v tistih najbolj high class. Je za videti, iskreno tudi kdorkoli gre v Monako, bi mu priporočal, to je enodnevni izlet. Nimaš kaj videti. Če nimaš pač tega denarja, da bi se tam... Nico sem videl, dajmo reči, da večinoma imam čas. Tudi vmes med samimi, jaz ponavadi računam tako, da imam 5 dni provisionsa, se temu reče, 5 dni robe na barki za kuhanje in po 5 dneh moram iti pač v nabavo. In tudi takrat imam malo čas, ker tisto v bistvu fraj dan oziroma ne fraj dan grem po nabavo in takrat si tudi lahko malo ogledam. Že spet, da omenim kapetana, on tudi vidi, kdaj sem jaz malo izčrpan in mi reče, Jaka, danes bomo šli na pico, recimo, ali neki pač, da mi malo lajša vse skupaj. Kaj, ko greš v nabavo, verjetno imaš ful robe s sabo, to samo se znosiš na barko, ali kako je s tem? Ja, mislim tako, to, kar je trgovinskega dela, ja, ali gremo s taksijem, ali imamo avto, odvisno od lokacije. Gremo v trgovino, vse zvržemo v avto in potem celotna ekipa pomaga to znositi na barko. Ko je pa recimo med sezono, ko nimam časa, pa v bistvu je neke vrste delivery, nam vozijo vse skupaj do barke, da je lažje, da imam jaz več časa. Si pa sicer zaradi kuhanja tudi dosti pripotoval sveta, ne? Ja, mislim, ja, dajmo reči, da ja. Pač zdaj itak z barko sem dal skoraj cel Mediteran skozi. Takoj po Masterchefu sem bil v Londonu. Moram pa reči, da se to bom naredil še zadnji premik ven iz države, definitivno, ker imam eno željo se dejansko dati zadnjo piko na i mojemu znanju, preden dejansko odprem nekaj in ja. Ker tudi dobivam precej, objavljam neke zadeve na Instagramu in kje mi lahko to probamo. Ja, žal ne morete in pač mislim, da moram tudi za to poskrbeti, no. Bi rad imel neko svojo restauracijo? Jaz, če bom čisto iskren, mogoče bo zvenelo, da sanjam, ampak jaz bi rad pripeljal Michelinove zvezdice v Koper. To mi je
dream oziroma nek cilj. In ja, tle je vse odvisno. Največji problem so tle finance. Znanje bo šlo, ampak vem, jaz bom takrat, ko končam s tem mojim izobraževanjem, dajmo reči, bom takrat tudi prosil za pomoč nekako občino, pa ne govorimo o finančnem, ampak da mi mogoče ona da neko idejo, kako bi lahko to izvedli, ker se mi zdi, da s tem, ko grem jaz v ta projekt, to ne govori, to ni samo zame v bistvu, to je tudi cel turizem, obalni, potem ribištvo nekako pri nas zamira, jaz mislim, da imamo 3-4 barke, ki ne vem koliko so aktivne, ampak poljedelstvo in tako naprej, jaz mislim, da bi s tem lahko nekako povezal vse te zadeve skupaj v eno zgodbo in ja, tudi recimo ena stvar, kar je meni grozno na živce že v bistvu cel čas, zmagovalci Masterchefa, večina nas je Primorcev. Ampak od Črnega Kala dol kulinarika sploh ni prepoznavna toliko. Ljubljana, Štajerska, Brda imajo svoja vina. Mi smo nekako, kot da bi bili nekako odzadaj in to bi rad spremenil. Okay. Je nek veliki cilj, ampak ja, če mi vsaj pol uspe, bom vesel. Super. Kaj pa to izobraževanje, ki si omenil, to si prav del kakšne šole ali? Ne, v bistvu tako, mislim, bom izdal, ekskluzivno, jaz sem se odločil, da bom izdal. Zadeva je taka, da na sami jahti jaz nimam toliko, mislim, jaz se lahko razvijam, ampak se lahko razvijam samo sam. Plus imam že spet te njihove želje in tako naprej. Recimo moj gazda reče, jaz bi enkrat tašno veliko porcijo. Jaz ne morem igrati preveč, ker mu moram tisti velik steak narediti danes, ne. No, in sem že mislim, da že 2 leti dobivam možnosti za iti že spet v tujino. Kam točno bom šel, ne bom še izdal, ampak imam v planu iti v 3-zvezdično restavracijo, kjer bom približno 1 leto izpopolnjeval svoje znanje. Se mi zdi, da to je ena tašna, če nimaš šole, je za kuharstvo to največje priznanje in mislim, da ne vem, koliko nas je v Sloveniji tašnih, ki so naredili ta premik, ki so delali v tašnih restavracijah, ampak definitivno nas ni dosti. Tako da mislim, da je to ta tiket. Plus, ja, še ena stvar, ko ti delaš v eni tašni restavraciji, se v samem Michelinu dela databaza kuharjev. Avtomatsko, ko jaz odprem potem restavracijo, sem v tej databazi. To pomeni, je več možnosti, da pridejo pogledati, kaj se dogaja. Še vedno je pomembno, kako jaz kuham, kaj jaz delam, ampak sem malo bolj na njihovem radarju. Okay. No, upam, da ti bo uspelo. Bomo videli. Da bomo dobro jedli v Kopru na obali. Upam, res. Si pa že imel eno svojo restauracijo, ne? V Padni Tegola. To je tako, jaz bom kar malo priznal tisto, želja je velika meni, jaz imam dolgo časa že velike želje in velike ambicije, ampak prva stvar, jaz mislim, da nisem bil toliko pripravljen takrat, da sem malo, kako bi rekel, imel velike oči za vse skupaj. Saj verjetno, če ne bi takrat COVID prišel in bi stisnili malo dlje, bi splavali ven, ampak mi je v bistvu zaradi COVID-a smo vse skupaj zaprli, ker se je začela delati luknja in potem pač boljše predčasno, kot da bi bili zdaj vsi v dolgovih. Ampak mislim, da je bil nek znak, da pedi se še malo učiti, na kratko povedano. Izpopolni se, pa potem pride nazaj. Kateri pa je bil to eden mogoče izmed najtežjih izzivov na tvoji kuharski poti ali je bil kakšen drugi? Iskreno, jaz nimam težkih izzivov glede kuhanja. Jaz imam kuhanje toliko rad. Jaz še zdaj, ko pride do situacije, ne vem, da se s kom skregam ali pa sem neki anksiozen ali živčen zaradi nečesa, grem kuhat. Meni najbolj, iskreno povedano, najhujša plat glede kuharije oziroma glede same restauracije so finance. Ker tudi mislim, da ko se bom metal
v naslednjih letih v to zgodbo svoje restauracije, bi rad imel nekoga zraven, ki bo ne financ minister, ampak tako, ki bo znal voditi vse skupaj, ker jaz znam kuhati, jaz znam narediti. Nisem pa hodil na, ne vem, neko ekonomsko šolo, da bi bil, jaz svoje življenjske budžete imam v redu, šparam in tako naprej, ampak to je drugo, je restauracija. Ne. Tako da mislim, da ta del je meni najbolj. Prej si omenil tudi London. Sem zasledila, da si kuhal za Toma Cruisa, za Kraljico. Nam lahko kaj več o tem poveš? Ok, pač jaz sem delal v Ivyju, ki je v bistvu prestižna restauracija, ki ni toliko, da bi rekli fancy, je bolj English comfort food, ampak je toliko stara in toliko že tradicionalna, da tam zahajajo vse znane osebe. Je tudi zraven vseh gledališč, kjer tej politiki in tako naprej hodijo. In mi smo imeli tam v tej restauraciji v bistvu ta restauracija je bila v 3 nadstropjih, spodaj je bila restauracija, na sredini je bil klub za te, ki plačujejo pač letno najemnino, in pol si imel private room. In mi smo v eni kuhinji kuhali za vse in smo potem pač razdelili, oziroma finiširanje samih jedi je bilo na vsakem tem. In jaz sem bil večkrat poslan pač v private room, kjer so prihajali zvezdniki. Natančno pač vem, da takrat za Kraljico je bilo kar posebno, ker je cel protokol pač, ne vem, ti je ne smeš nasloviti, če te ona ne naslovi. Torej ti je ne pozdraviš, če ona tebe ne pozdravi. So tašne, ja, smo imeli v bistvu neko manjše izobraževanje prej. Potem pa te celebrity. Tom Cruise je bil takrat, bila je Lady Gaga, vem, da je bila, Jack Black je bil, pa verjetno še kdo, ki niti ne vem, ki že spet ti si odzadaj. Te ljudi sem direktno videl, no. Pa je večji pritisk pol kuhati za neke take ljudi ali ne? Ne jemljem to tako zaradi tega, ker je večji pritisk kuhati za mamo. Zaradi tega, ker pač je mama, ne, mislim. Ampak sem tega principa, da vedno mora biti stvar dobra, ni tle, glede tega ni nekega, kako bi rekel. Da bi je kdo več ali manj, ne. Ja. Vedno mora biti dobro in to je to. Najhujše je to, da zase ne narediš dobro, narediš vedno za druge dobro. Ker to, kar mi dejansko jemo, ko kuhamo, to je pa. Kdo pa te je navdušil za kuhanje? Začelo se je že od malega, pač, dajmo reči, da me je mama, oziroma mi smo dosti kuhali na splošno doma. Mi smo imeli celo tako, da ne vem, mama je ponavadi vsakodnevno kuhala, pol je pa tata imel te neke njoke, pa pice, on je imel neke svoje jedi. In jaz sem vedno malo gledal, čeprav je vedno bilo ta fora, ne, največ mi pomagaš, če greš tam gledati televizijo, ne, če daš mir, na kratko povedano. In ne vem, tako se je začelo, potem pa ja, sem ugotovil, da ves stres, da odklopim. Tako kot nekateri, ko laufajo, imajo blackout, pa pač so mirni z mislimi, tako sem jaz pri kuhanju. In zakaj ne narediti potem iz tega svoj poklic, če uživaš toliko v tem. Kakšen pa je tvoj kuharski slog ali neke tipične jedi tvoje? Mislim, tako bom rekel, glede na dolgo časa sem iskal vse. V zadnjih 2 letih sem razmišljal, da moram iti nazaj, dajmo reči back to the roots. Dolgo časa sem jadral, dolgo časa sem surfal, živim celo življenje na obali in se mi zdi, da vedno bolj moj slog postaja koprski, oziroma slovensko-obalni, istrski, slovensko-istrski. Meni je vse, kar je pomembno, je to, mislim, definitivno ful mi je všeč skandinavska kuhinja. Točno zaradi tega, ker mi tudi zdaj rib in tega nimamo kot, ne vem, kaj jaz vem, v Aziji nekje, kjer imaš 1000 različnih rib. Ja, imaš 30 različnih rib pri nas, ampak je treba izkoristiti to, kar imamo. In zato so mi všeč Skandinavci, zaradi tega, ker imajo težko pogoje, nimajo dosti vsega in iz tega nekaj naredijo. In ja, dajmo reči, da
glavni fokus je na tem, da pogledamo, koliko kaj imamo in iz tega to hrano bi rad prodajal. Pa izumrle zadeve. Aha, recimo? Redko še dobiš kema, recimo čisto tako tačno, da bojo gledalci vedeli, o čem govori. Šavor, sardele na šavor. Kje še v restavraciji danes dobiš sardele na šavor? Ne vem niti, kaj je to. Dajmo reči, da so to neke okisane sardele s čebulco in tako naprej. Ampak ja, zakaj? Ker ne izgleda najlepše, ker že samo ko pomisliš, mogoče ni. Samo če se to da zapakirati in reči, ne vem, prihajajo v Jakovo restauracijo, prihajajo ljudje celega sveta probati sardele na savor, čisto tako, fiktivno, boš tudi ti mogoče probala en dan. Ne? In širimo potem to nekako, to filozofijo naše kulinarike. Kakšen bi bil recimo tvoj sanjski jedilnik iz 3 hodov? Iz 3 hodov? Premalo hodov. Premalo? Koliko pol? Vsaj 9, 12. No, se imamo čas, da našteješ. Joj. No, da izpostavi mi mogoče 3 glavne. Kaj celo jed ti moramo pisati? Joj, zato sem rekla 3 hode, ne? Oziroma, če bi bilo res neki simpel, predjed, glavna jed in sladica. Zdaj si me pa malo dobila, no. Tako, predjed, mi smo znani po temu, veš, ko prideš, ne vem, v tle lokalne restauracije, da imaš te mešane predjedi. Da imaš, dobiš malo bakalaja, malo tega. No, jaz bi to rad naredil v, ne vem, 5-6 različnih bajtov. Niti ne kot posamezno, ampak z neko kombinacijo okusov, ker recimo sam bakala, ok, cool, ampak še recimo ne bi dodal recimo malo medu zraven in tako naprej, malo da je to pol glavna jed. Ko si me prodajajo po to hobotnico, ne, očitno mogo to hobotnico delati. Čeprav ne, sem tudi recimo, tu imam težavo, ker sem ljubitelj divjačine tudi, ampak mi nismo najbolj znani po divjačini, tako da to zna tudi kdaj priti. Veš kaj, težko ti opišem zaradi tega, ker moje jedi so recimo, imajo vseeno 5-6 komponent. Zdaj, če ti govorimo o neki divji ribi, kjerokoli smo jo dobili, pa z zeliščno škorico, pa en divji špargelj zraven, ne. Glede sladice pa je tako, ki mogoče tudi res ni najbolj lokalno, ampak grozno rad imam kombinacijo jabolke, karamele, pa en takšen sladoled, ki ga verjetno ne poznate, je brown butter ice cream. Ko ti maslo stopiš, ko začne ono vreti, postaje rjavkaste barve. No, pa si zdaj predstavljaš, da bi to zmešali z vaniljo. Je takšen nati, res je dobra zadeva in ful dobro paše zraven. Ja, zveni že okusno, no. To je tako, mislim saj to je problem z mojo glavo, je to, da moja glava šiba. Zdaj, ko bom jaz končal s tem, jaz bom razmišljal o teh jedeh in o še 6 drugih različnih. In ja, je kar malo težko obvladati vse to skupaj. Ne morem gledati filma zadnje čase. Res? Ne, kar gre, ja. Dobro, polno idej je treba dati v akcijo, ne? To je to verjetno. Napisati. Samo vse napisati, zato da potem enkrat bo zmanjkalo. Tako da, ja. Si sicer bolj za slano ali sladko? Jaz sem bolj za slano, s tem, da sem več delal sladkega. Ko sem delal v ateljeju pri Jorgu Zupanu, sem bil pastry chef. Ampak ja, to je zaradi tega, ker takrat, če sem hotel tisti job, ateljeja zdaj ni več, ampak če sem hotel tisti job, sem mogel zafilati pozicijo, ki je bila fraj in takrat so rabili in sem pač šel. Takrat mi je point v temu, da delam v najboljših restauracijah, kjerkoli sem. In ja, tisto je bila najboljša opcija takrat. Kateri so pa najbolj nenavadni okusi, ki si jih dal skupaj? Nenavadni okusi?
Ok, piščančja jetra in čokolada. Joj, Nenormalno gre skupaj, resno. Pa figova marmelada zraven. wow. Gre zraven, samo ne smeš si predstavljati, moraš si predstavljati jetreno pašteto, pa čisto malo čokolade. Lih toliko, da dopolne okus. Ker sem tudi probal, sem jih oblil v bistvu tašne konfetke sem delal. Pa sem jih probal potunkati cele. Tisto res ni dobro. Če pa daš čisto malo in kislo figovo marmelado, je dobro. In že spet to je dokaj lokalno, ne? Fige so naše. Ok, čokolada ni, ampak to nimaš kaj. To je univerzalno. Čokolada. Ja. Ta je na zadnje, kar sem delal, tačno malo bolj zanimivo. No, zanimivo, ja. Zdaj pa še ena pereča tema, ki razdvaja ljudi. Ananas na pici, da ali ne? Ne, ni šel. Ne, sem pristaš tega, jaz se to kregam z ljudmi sicer, ampak pa ne vem, smetana v carbonaro, pa boljši primer je sicer carbonara smetano, zaradi tega, ker ananas na pici lahko še vedno rečeš pica, ampak ne gre skupaj. Druga stvar, sem pristaš tega, če so Italijani izumili nekaj in so temu rekli tako, je to. Če ti dodaš nekaj zraven, potem ni to. Reči temu, ne vem, pašta smetano in slanino. In guanciale to. Ampak razumeš, kaj ti hoče povedati. Ne reči, da sem skuhal carbonaro, pa mi pa prinesne ali pa grah noter. Dejansko je to Gordon Ramsay rekel in naredil, kar meni, ja, si to lahko dovoli. Ni to, sem pa prav kontra tem zadevam. Ma si jo pa probal? Ja, sem jo probal. Firbec, ne, to je pa... Ja. Tradicija mora ostati tradicija, ker potem bomo izgubili, če gremo v to smer, to, kar so delale naše none, ne bo nikoli več to, kar so delale naše none, ampak bo že sama pica je obstajala samo margarita. Zgodba je o kraljici, ki je hotela jesti in naredila v barvah italijanske zastave. In potem smo mi začeli dajati vse, ok, do neke mere se razvija, ampak zdaj, kaj ima veze, ananas, ne raste ananas v Italiji. Kakšno pico ti najraje ješ? Diavolo. Imam rad pekoče. Kateri narod pa najboljše je? Kje najboljše jejo? Francozi. Francozi? So, za moje pojme so še vedno Francozi, glede kulinarike, glede postrežbe, glede, ko se temu reče, hospitality business, gostoljubje. Ja, so daleč pred vsemi. Jaz zdaj, ko sem bil v Nici, jaz sem hotel ostati tam, meni je to... toliko dajo v sam produkt, v spoštovanje narave, ko kuhajo, način postrežbe. Vedno naletiš, kot vse povsod naletiš na enega, ki je, bom rekli, nadrkan, ne? Ampak vse ostalo moram reči, da elegantno. Glede tega sem pa zaljubljen v Francijo. Mi je žal, da ko sem bil mlajši, da sem šel recimo v London, ne v Francijo. Ker je kulinarično še vedno meka. Čeprav se zdaj vse druge države tudi približujejo temu, ampak veš, kako je to? Enkrat, ko se je nekdo postavil ko ima tako globoke korenine v gostinstvu, je težko ga zdaj izriniti in mislim, da ga nikoli noben ne bo izrinil. Ker Azija je tudi Japonska, ima podobne principe glede svežine, glede spoštovanja in tako naprej, ampak ne vem, mogoče sem tudi jaz samo zaljubljen v Francijo glede tega, pač to je, ne vem, verjetno bi mi šel kontra glede tega, ampak ja, to je nekako moje stališče. Si probal pol tudi kaj si probal v Franciji, polže in žabje krake, ne? Escargot sem probal, drugače jaz jem vse. Sem probal escargot in veš, ko gledaš tisto, pa si malo skeptičen, pa ga potem povlečeš tisto palčko ven, pa je tašen. Dobro je. Je v bistvu, not je toliko česna, masla in peteršilja, da je res dobro.
v bistvu, kot da bi jedel česnovo zeliščno bageto, veš, te, ki prodajajo, ampak da je malo bolj, res je dobra zadeva. Okay. Drugače sem na Tajskem jedel tudi škorpijone, kobilice in to, tako da nimam tega predsodka. Moraš tudi upati, vse verjetno, če si v tem poslu, ali? Vse je hrana. Vse je hrana. To, jaz bi lahko zdaj par kontroverznih povedal, ne? Ampak ne bomo šli to. To, da se piščanca je, smo se mi v eni fazi odločili, da bomo to jedli in da to je okej, ne. In jaz mislim, da s časom tako kot gre, so te črički zdaj zadnje čase ful popularni, ker imajo, ne vem, 80% beljakovin, ne vem, kaj dela čričkovo moko. Jaz mislim, da jaz ne bom živel, jaz niti verjetno ne bomo živi, ampak v neki prihodnosti bo to, stvari se spreminjajo. Jaz sem vesel, da jaz niti ne bova živa, da ne bomo rabili to jesti, ampak jaz imam raje piščanca. Ampak ja, to so vsi imajo neke predsodke. Ja. In ne moreš, če ne probaš, ne najdeš nekaj novega, nekaj zanimivega in ne širiš okusa. Pa za vsak narod je verjetno nekaj normalno, kar drugje mogoče ni, ne? Točno tako. Okej. Zdaj pa oziroma ne, imaš še kakšne mogoče skrite talente ali pa hobije, ki niso povezani s kuhanjem? Bi jih rad imel. Ne, dolgo časa sem surfal, ampak potem enkrat, ko sem to svojo kariero začel, se v bistvu vse skupaj ustavilo. In moram reči, da se moje življenje vrti, iskreno nimam niti časa, ampak se mi vrti vse glede kulinarike. Imam hobije, pač se ukvarjam zdaj, kot zdaj v izobraževanju, se ukvarjam z nabiralništvom. Pač iščem te divje rastline, zdaj je sezona špargljev recimo in tako naprej. Po gobe hodim, tako tašne zadeve imajo večino, vse je povezano s kulinarijo. Sem all in noter in sem pristaš tega, da če nekaj hočeš, moraš iti po to, ne. Ni plana B, ne? Ni plana B. Mislim, plan B je, da še vedno kuham, ampak ja, pač. Boriti se za svoje tako, želje ja, in pač cilje. Ni odstopanja. In dostikrat je ta pot, mogoče bom rekel tako, osamljena. Dostikrat se zgodi, veš, da ne vem, ali imaš za delati, ali bi rad naslednji dan nekaj, pa prijatelji gremo pit. Ne, klasično. Moraš reči ne, ampak moraš tudi reči ja. Ne smeš tega zapostaviti, ker ko si enkrat toliko predan, vsaj jaz čutim to, hitro pustiš ljudi odzadaj. Pa ne hote. Še dobro, da imam tudi takšne prijatelje, da vejo to, vidijo to in tudi, če se jaz ne oglasim, oni znajo poklicati in tako naprej. Tako da ja, je. Je v bistvu fajn imeti tudi ljudi, ne, ki te podpirajo na poti, da ne greš sam skozi vse uspehe. Tako. Okej, zdaj pa res ta rubrika ki jo imam jaz, ki sprašujemo o najboljših, najbolj čudnih, najbolj nenavadnih stvareh, karkoli, pač začne se na besedo naj. Okej. Tako da lahko odgovoriš ali z eno besedo ali pa razložiš tudi zgodbo, čeprav zate imam bolj tako vprašanja, ki so bolj zgodba. Najprej očitno moram vprašati, katera je tvoja najljubša jed? Ja. Karkoli izpod rok Igorja Jagodica. Okej. Moram reči, da sem kapo dol, sem jedel pri njemu in moram reči, da karkoli. Najbolj nenavadno mesto, kjer si kuhal? Mesto, ne kot lokacija. Lokacija, ja. Ali dobro, to neke piknike in to ne bomo. Ja, mislim, saj mogoče komu to nič nenavadnega. Debeli rtič tam na Kamenčkih. Ja. Ko smo bili malo mlajši, si vzel tisti roštilj za enkratno uporabo, pa flašo vina in smo potem tam, pa tako ful lep, kako bi rekel, lepo doživetje, veš, sončni zahod, potem tako,
Ja, veseli časi, dajmo reči. Aha. Ja, mi, ki smo iz obale, nam to ni nenavadno. Ne, mislim, da je marsikdo to že naredil. No. Največja kuharska nezgoda, ki se ti je zgodila? Meni ne direktno, ampak imeli smo skratka tako, ne vem, koliko nas je bilo, 6 nas je bilo v kuhinji in smo tako, veš, tista metlica za stepanje smetane, no je imela takšen kovinski ta ročaj in mi smo to pač tunkali ta ročaj, tunkali v palečinki in to testo za palečinke in ga potem cvrli. Ne, da smo dobili takšno posodico iz, dajmo reči, palečinke. Problem je bil v tem, da je nekdo dal to zadevo v pomivalni stroj. Aha. In se je ta ročaj napolnil z vodo. In nisem to jaz delal, to je en drugi delal, je pač to namakal in ta voda je zavrela in je to vse skupaj razneslo. Ojoj. Ampak tako kot je razneslo, je tudi olje po celi kuhinji zagorelo. Je enemu po hrbtu gori, pol kuhinje gori. To se je pa zgodilo 20 minut pred servisom. Polna restauracija. In ja, mi smo to hitro pogasili in panika in tako naprej. Na srečo ni bilo nobenemu nič. Dejstvo je to, da nismo zamudili servisom. Vse je potem steklo, ampak v eni fazi je gorela kuhinja. Jaz sem bil tako v kotu, še dobro smo imeli enega tega pompjere. Gasilca noter, ki je znal, je vrgel krpo na vse skupaj, je pač pogasil vse skupaj, ker lahko je bila res katastrofa, lahko bi nekoga po obrazu tisto in tako naprej. Ampak ja, pogasili, je prišel šef noter, rekel, počisti to, takrat so bili malo tašni hardcore šef. In smo šli naprej s servisom, kot da ni bilo nič. To zgleda prav kot neka filmska scena. scena. Ja, je bilo. Jaz tega ne bom nikoli pozabil. Jaz ne bom. In vsaka čast temu fantu, ki je bil najbližji, ker je bil dejansko malo opečen, mislim, malo imel tašen flek, tako. In je vseeno, je zagrizel dalje in oddelal še vse in brez problema. To je lepo v kuhinji, zaradi tega, ker je ne morem reči niti kot družina, ampak kot neki bratje, če se dobro poklopiš, ne vem, se bom jaz porezal, bo oni vskočil, pa je že tako en kup dela, ma bo naredil še moje, če bo treba. Je tako... Ekipno delo. Ja, res. Neka familija, res lep. To je tudi ena ful pozitivna stvar, zakaj kuham. Katera je največja neumnost, ki bi si jo mogoče želel poskusiti, če bi vedel, da ni posledic? Ojoj. Tega je ful preveč. Res? Ja, tega je ful preveč. Jaz ful zadnji probam poslušati tistega ta belega, ne, da sem priden, ne, medtem ko mi ta non-stop še ta stvari. Tako da bi prav rekel... evo, upam, da me moj ne bo slišal. A veš, včasih sem na barki delam, ne, kuham in je, ne vem, 10 dni brez pauze, ta prave pauze, imaš dovolj vsega. In si rekel en dan, si ti misliš, da jaz spustim vse in grem za mizo in se kar usedem z gosti. In začnem, ko ste si, en gin tonic, prosim. Se začnem obrašati, kot da sem jaz tam glavni. Mislim, bi mi bilo zanimivo, predvsem reakcija njihova, kakšna bi bila, ampak ja, to je tako ta zadnje. Ampak ja, imam lumpari, imam po glavi, jaz mislim, da vsak od nas ima. Jaz mislim, da noben mislim, ima kakšno neumnost vedno po glavi. Ja. Če imaš tudi ti, verjetno, no. Ki je ta fora včasih na internetu, intrusive thoughts won, kao te misli so zmagale, ne? Ja. Ja, se kar držimo nazaj, no. Ja, mislim, sej je v redu tako, kaj bi bilo, če se ne bi, ne. Ampak ja, pride kdaj kakšno tašno. Kaj pa je najpomembnejša lekcija, ki si se jo naučil v življenju? Lekcij po mojem ful. Najpomembnejša lekcija po mojem
Najbolj, kar mi pride na pamet, je be humble. Bodi skromen, ampak ne preveč. Vseeno moraš biti aroganten, ampak humble, ampak aroganten. To je nek balans. Ampak predvsem, ne vem, kako zapakirati, veš. Je treba vseeno se boriti zase tudi, ne, na nek način. Lekcija, ki mi je največ pomeni, še zdaj pozabim kdaj, še posebej, ko delam kakšne neumnosti v življenju, je to, da to karma ne, mislim, ne vem, lahko obstaja ali ne obstaja, ampak za moje pojme je tako. To, kar si delal 5 let nazaj, takšen boš zdaj. Če boš ti delal neumnosti 5 let nazaj, ne vem, boš se pretepal ali pa boš, ne vem, res slab človek, bojo položnice iz sodišča prišle čez 5 let in boš takrat trpel za to. Če boš zdaj prijazen in priden in ljubezniv, čez 5 let bojo ljudje prišli in bili s tabo te imeli kot dobrega človeka. Tisti trenutek te ne bojo imeli. To pomeni nauk, dajmo reči tega, je samo seme tega, kar boš čez par let, se zasadi na začetku. In isto je po mojem s kuhanjem. Ti nikoli ne moreš biti kuhar danes, dober kuhar. Če boš zdaj začel, boš čez 10 let. Ja, super. Princip balerine. Balerine. Ja, ker balerina mora zelo mlada začeti, da je potem lahko dobra. No, evo. In s tem principom balerine zaključujemo. Okay. Ali bi še rad kaj dodal? Ne, po želji. Jaz se tebi prepuščam. To je to Okay. za danes. Hvala, da si bil moj gost in srečno naprej. Pa da ne bo tako razburkano morje, kot je bilo v zadnjič. Najlepša hvala. Vam, dragi gledalci, pa tudi hvala za ogled in se vidimo prihodnjič.